Od diktatorjev pa k zgodbam. 2. aprila praznujemo dan mladinske književnosti, hkrati pa je to tudi rojstni dan enega od največjih svetovnih pravljičarjev, Hansa Christiana Andersena. V znamenju pravljic pa bo tudi današnja rubrika. V tokratnem 5 pa pol predstavljamo 6 zavrnjenih idej za pravljice za odrasle. Prva zavrnjena pravljica je Carjeva nova podoba. Gre za remake klasike Cesarjeva nova oblačila, le da na mesto cesarja nastopa ruski car Putin. Zgodba pa je zelo podobna, nihče od ožjih sodelavcev mu ne upa povedati, kako nenavadno je, ker se fotka zgori brez in da je napad na Ukrajino napaka. Naslednja zavrnjena pravljica je Pepelka 2, Pepel in kri. Gre za nadaljevanje Pepelkine pravljice, ko se princ in Pepelka preselita in nekaj časa srečno živita skupaj, nato pa Pepelka ugotovi, da jo princ vara s trnjulčico. Kar sledi, pa je zgodba o krvavem maščevanju. Gremo naprej! Lepotica in Milan Zver. Pravljična biografija žene od Milana Zvera. Ne vem, če rabim tle karkoli dodajati, tako da pejmo kar na naslednjo zavrnjeno pravljico. Rdeča kapica, zelena titovka. Gre za nadaljevanje zgodbe o rdeči kapici, ki govori, da gre ta študirati na faks, sociologijo in samoupravljanje s temelji marksizma, zraven pa se zaljubi v jugoslovansko revolucionarko, s katero se nato skupaj podružita Che Guevarinevo v uporniškem gibanju na Kubi. Naslednja pravljica pa je še eno nadaljevanje, Janko in kletka. Zgodba govori o tem, kako Janko kasneje v življenju odkrije svojo ljubezen do BDSM-ja in kako v resnici njegovi dnevi pri čarovnici v kletki niti niso bili tako slabi. Zadnja zavrnjena pravljica pa je Snežana. In če bi na kratko moral obnoviti to zgodbo, bi rekel, da je tako kot Sneguljčica, ampak se dogaja v Velenju, pa da niso palčke, ampak pritlikavi rudarji. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal, imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.